Meditacijski trening. 5 stvari, ki so ključ meditacije. Zavedajmo se, da meditacija ni to, da ne smemo misliti. Meditacija ni stanje brez vseh misli. To je nemogoče, kajti misli so stalno z nami in to je povsem normalno. Vedimo, da je naš kot tovarna misli. Na dan imamo okoli 60 do 70 tisoč misli. Tako kot srce ne more nehati biti, mu tega ne moremo ukazati, tako tudi mi ne moremo pregnati vseh misli. Povsem enako je z dihanjem in prebavo. To so procesi, ki so stalno prisotni, tudi če si jih ne zavedamo. Ko meditiramo, misli prihajajo in ravno tako odhajajo. Naše misli stalno skačejo sem ter tja. S treningom pri sami meditaciji se učimo, da mi treniramo naš in ravno tako treniramo naše misli, da mi obvladujemo svoj in ne obratno, da obvladuje nas. Pri tem si lahko pomagamo z našim meditacijskim predmetom, da se vedno in v vsakem trenutku lahko od misli v našem vrnemo nazaj na našo meditacijo. Preprosto rečemo, naj se vrne nazaj. Ko meditiramo, se zavedamo sedanjega trenutka. Zdaj pa spoznajmo 5 stvari oziroma navad, ki so ključ meditacije. Prva. Nikoli se na nič ne vežimo. Ne smemo biti odvisni od ničesar. Druga. Ne analizirajmo. Tretja. Ne definirajmo. Četrta. Ne sodimo. In peta. Ne identificirajmo se z nekaj ali nekom. Zdaj pa lepo po vrsti k vsaki od teh navad. Prva je odvisnost. Ko smo od nekoga odvisni, trpimo, ko nas ta oseba zapusti. Ko smo odvisni od neke materialne stvari in se na njo vežemo, smo ravno tako nesrečni, ko to izgubimo. Ravno tako, ko postanemo odvisni od svojih misli, to ni v redu. Ko pri sami meditaciji pride misel, se jo le zavemo in jo preprosto spustimo, da odide. Če smo namreč odvisni od te misli, če se ji ponovno posvečamo in fokusiramo na njo, jo ponovno podoživljamo, se vračamo v preteklost in ta misel le raste in postaja večja in močnejša. Zato se ne vežimo na njo. Preprosto jo le pustimo, da gre. Zavedajmo se le tega trenutka tukaj in zdaj. Vidimo, da stres obstaja le v naši prihodnosti in preteklosti.
v sedanjem trenutku ne more obstajati. Ko se osredotočamo na sedanjost, ne moremo doživeti stresa. Zato se učimo biti neodvisni. Pustimo vse tisto, kar nam ne koristi, kar nas dela bolne in nesrečne. Ne bodimo odvisni od nikogar in od ničesar. Takoj, ko postanemo odvisni, nas lahko takoj zapopade strah in skrb. Kaj, če to izgubimo? To pa nas vodi v bolečino in trpljenje in to ni v redu. Zato se učimo biti neodvisni in se ne vežimo na osebe in materialne stvari. In naše življenje bo postalo veliko lepše. Druga in tretja: ne analizirajmo in ne definirajmo. Takoj, ko začnemo analizirati in definirati, se lahko izgubimo v svojih mislih. Nenehno se začnemo spraševati, zakaj se je nekaj zgodilo, zakaj ravno nam, zakaj je nekdo nekaj rekel, zakaj se nam je zgodilo to, zakaj nismo rekli in naredili tako in tako in tako dalje. Vedimo, da se je vse to že zgodilo v naši preteklosti in ta trenutek je popolnoma nepomembno, da se s tem še obremenjujemo. S tem mučimo le sebe, same situacije pa ne moremo spremeniti. Kar se je zgodilo, se je pač zgodilo in to je dejstvo. Mi sami lahko spremenimo le svoj pogled na to, kar se je zgodilo in nič drugega. Ko neprestano analiziramo in definiramo, nas to vodi le v prekomerno razmišljanje o preteklosti ali pa prekomerno razmišljanje o naši prihodnosti. To pa nas vodi le v strah in skrbi. Ponovno nismo v sedanjem trenutku. Z mislimi neprestano potujemo po naši preteklosti in jo vedno znova in znova podoživljamo, ali pa delamo v svoji glavi različne scenarije za prihodnost, ki se pravzaprav sploh še ni zgodila. Zakaj bi se s tem obremenjevali in mučili le sami sebe? Četrta: ne sodimo. V nas so močno zakoreninjeni stari vzorci in stara prepričanja in tako zelo smo navajeni soditi in kritizirati. Mnogokrat sodimo in kritiziramo sebe, še večkrat pa druge. Radi iščemo krivce drugje in v drugih. Ne želimo prevzemati svoje odgovornosti. Tako smo bili vzgajani že od malih nog in vsi dobro vemo, da je veliko bolj enostavno soditi in kritizirati druge, kot pa prevzeti lastno odgovornost. Zavedajmo se, da nam nihče ničesar ne naredi. Vse si naredimo in ustvarimo le mi sami. Nihče ni odgovoren za naše nesreče,
krivice, trpljenje. Le mi sami. Zato ne sodimo in ne iščimo krivca ven iz nas, temveč odgovorno prevzemimo svojo odgovornost za vse, kar se nam dogaja, in naše življenje bo vedno bolj srečno, radostno in izpolnjeno. S tem, ko sodimo, trpimo le mi sami in se le mi sami obremenjujemo. Naredimo zdaj konec temu. Peta, ne identificirajmo se z nekaj ali nekom. Takoj, ko začnemo sebe primerjati ali se identificirati z nekom, si rečemo: kako smo neumni, slabi, debeli, kako imamo grdo frizuro, kako smo nesrečni in tako dalje. In takrat v svoji glavi naredimo sliko o sebi, in to takšno, ki sploh ni resnična. Kajti to nismo mi. Zavedajmo se, da so tole naše misli o nas. V življenju živimo prevečkrat z napačnimi prepričanji, in ko tako mislimo o sebi, začnemo to živeti in to postane naša realnost. Pa si res to želimo? Kajti zavedajmo se, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja in smo za vse svoje izkušnje odgovorni sami, tako dobre kot tudi slabe. Zato je še toliko bolj pomembno, kakšne misli imamo in kakšen je naš notranji pogovor s samim seboj. Zakaj bi se potem primerjali z drugimi? Mi nismo drugi, mi smo le mi sami. Pri meditaciji se zavedamo svojih misli, zavedamo se svojega življenja in to nam olajša samo življenje. Vedimo, da mi nismo to, kar se nam je zgodilo. Mi smo to, za kar se odločimo, da bomo bili. Jaz nisem to, kar se mi je zgodilo. Jaz sem to, za kar se odločim, da bom. Odločimo se, da bomo zdaj očistili svoj da bomo živeli v miru in v harmoniji s samimi seboj. Podarimo si svoj mir, podarimo si ljubezen. Ko spoznavamo sebe, se vidimo bolj jasno in sebi postanemo najboljši prijatelj in zaupnik. Imamo le sebe in tega se zavedajmo. Zaslužimo si le najboljše in prav je tako.
ne bodimo nestrpni in ničesar ne pričakujmo. Vse potrebuje svoj čas, prakso in doslednost. Tudi meditacija sama.